Ali si ob zmagi skočila na drevo, ga objela ali skočila do stropa? Sem kar skočila na drevo pa ga objela, ker je padel v pravo smer. Ja, nič. Kaj praviš, a bova tegale podrla? Bova. Ti ga boš pa v brenku. Ne glih. Na kaj vse pa moraš paziti pri podiranju dreves v naravi? Ja, nima zaščitne opreme, prav. Zato se boš pa tjale nazaj postavil, da ne boš v nevarnosti, okej? Kar pejt. V redu. Moraš pravo smer zbrati, kam bo drevo padlo, narediti pravi kot, smer zaseka, debelino in višino ščetine. Če je drevo trohlo not gnilo, ti ga lahko kamorkoli drugam pač vrže, a ne. Tako da je kar veliko nevarnosti. A paziš tudi na veverice, ptice in druge živali? Čisto resno pazim nanje. Enkrat se je zgodilo, da smo podrli drevo, kjer so bile noter male sove. Ne veš, a ne, kaj te čaka v drevesu, in smo jim uničili dom. Pol je pa naš oči odrezal neko trohlo deblo in ga privezal zgortno s špago gor na drevo in sovice gor položil. Po moje so zrasle, zdaj so že velike. Na prvenstvu v Šentjerneju si dobila tudi medaljo za menjavo verige. Ali bi lahko tudi na mojem kolesu v nekaj sekundah zamenjala verigo? Ni šans. To znam samo na motorki. A mi jo lahko malce pokažeš? Tole je premza za motorko. Zdaj se ketna ne vrti, zdaj se pa vrti. Tukajle jo vžgeš, tukaj imaš start-stop in pol žagaš. Tole ima varovalo, zgoraj moraš pritisniti, da lahko pol gas stisneš. Samo obvladati jo moraš. Težje je bilo obrezovati kot držati mikrofon. Kaj pa bi svetovala meni in mojim sošolcem in sošolkam, če bi si želeli postati v nečem tako dobri, tako kot ti? Taki, kot ste in to, kar si želite, pač uresničite. Nikoli ne poslušati druge, vedno sebe. Greva še tam malo naprej. Okej.